Kam se 3 tedne pred parlamentarnimi volitvami nagibajo slovenski volivci? Kako so na njihove preference vplivala prva soočenja? Koliko strank in katere bi se uvrstile v državni zbor, če bi bile volitve danes? In kakšne so možnosti za oblikovanje prihodnje leve ali desne koalicije? Objavljamo najnovejše merjenje političnega utripa v državi, ki so ga s telefonsko in spletno anketo za našo medijsko hišo izmerili v inštitutu Mediana. Anže, kaj torej pravijo zadnje številke? Ja, Edi, po prvih soočenjih opazimo kar nekaj sprememb. Takšna bi bila razdelitev sedežev, če bi bile volitve danes in če upoštevamo le opredeljene volivce. V državni zbor bi se prebilo 7 strank, največ mandatov bi dobila Janševa SDS, ki bi izboljšala rezultat glede na mesec prej in bi dobila 32 poslancev. Golobova Svoboda bi jih imela 9 manj, torej 23, tretja največja stranka z 9 poslanci pa bi postalo Zavezništvo levice in Vesne. Demokrati Anžeta Logarja bi dobili 7 mandatov, vsak po 6 mandatov pa Socialni demokrati ter skupna lista NSI, SLS in Fokusa. Parlamentarni prag bi s 5 poslanci prestopila tudi Resnica. No, razmerja pa se še nekoliko spremenijo, če smo še bolj natančni in upoštevamo le opredeljene volivce, ki pravijo, da se bodo zagotovo oziroma verjetno udeležili volitev. V tem primeru se razlika med vodilnima strankama zmanjša na 4 sedeže razlike, Levica pridobi še enega poslanca, Demokrati, NSI in SD bi dobili vsak po 6 poslancev, Resnica pa 4. Kaj pa to pomeni za oblikovanje nove vlade? Ja, tudi tu podobno vidimo kot že prejšnjič, vidimo pad pozicijo med levim in desnim blokom. Takole smo simulirali 2 ideološko sorodni koaliciji, 3 levih in 3 desnih strank ter neparlamentarno Resnico. Prebiličev prerod je glede na mesec prej izpadel. Vidimo pa izenačenje blokov 42 proti 42, pri čemer bi ključ do parlamentarne večine s 4 glasovi lahko imela Resnica. Pri izračunu smo upoštevali opredeljene in verjetne volivce, 2 manjšinskih poslancev, pa nismo šteli v nobenega od političnih blokov.